Jaz bi v kratkem uvodu predstavil dosedanje delo na ministrstvu, potem pa seveda, kot je povedal že gospod Cila, sem na razpolago za vprašanja. Zdaj po prihodu na ministrstvo smo najprej pogledali po primopredaji, ki je bila nekako narejena zelo korektno, to sem že povedal, smo pregledali vse procese, ki v tem sistemu obstajajo. Kot veste, je to velik sistem, nekako razdeljen na dva glavna področja, Slovensko vojsko in pa upravo za zaščito in reševanje in pa seveda ta upravni del in seveda tukaj noter je glede na število zaposlenih kar množica procesov. Zdaj, v glavnem so ugotovitve take, da so sistemi bili postavljeni relativno razkošno, da je poleg tega, da so se zadeve odvijale po nekih naprej pripravljenih scenarij, bilo relativno slabo poskrbljeno oziroma malo pozornosti namenjeno stroškovni učinkovitosti. Tukaj je treba povedati, da se je proračun Ministrstva za obrambo od leta 2008 do 2011 znižal za skoraj 260 milijonov evrov in da dejansko v teh preteklih letih prav Ministrstvo za obrambo bilo tisto, ki je zagotavljalo tista manjkajoča sredstva, ki jih je bilo mogoče prerazporiti v druge resorje in s tem seveda zmanjševalo možnost nabav oziroma usposabljanja Slovenske vojske. Pri tem bi izpostavil, da sem takoj po prevzemu svojega mandata na ministrstvo naročil temeljit pregled vseh pogodbenikov, se pravi vseh pogodb, ki jih ima ministrstvo sklenjeno, kajti že takoj na začetku sem ocenil, da je glede na to, da bo potrebno v letošnjem letu varčevati, to varčevanje prizadelo oziroma mora prizadeti tudi vse tiste, ki so na naš sistem vezani. Se pravi, ne samo naše zaposlene, naše vojake, ampak vse tiste, ki na tem sistemu s svojimi pogodbenimi storitvami, bodi si za opremo, bodi si za storitvami, sodelujejo. Moram reči, da smo poslali vsem dobaviteljem, tistim, ki dobavljajo opremo oziroma storitve, pobudo oziroma na nek način bi lahko rekel celo prošnjo, da glede na nove finančne situacije v državi predlagamo znižanje njihovih cen. Eno je znižanje cen, drugo je seveda obseg. Ta obseg seveda lahko v neki meri reguliramo, v neki meri ne. Moram reči, da bi odziv zaenkrat lahko rečem relativno dober. Skoraj 40% vseh, ki smo jih pozvali, so odgovorili, da so pripravljeni na znižanje cen. Cirka 20-30% je odgovorilo, da ne. Tukaj moram žal povedati, da v glavnem tisti, ki so odgovorili, da niso pripravljeni na znižanje cen, so tisti, ki so pogodbe sklepali kot edini ponudniki, se pravi, tukaj se dejansko vidi, da je v sistemu javnega naročanja še velika rezerva. Nekako 20-30% teh pogodbenikov pa še ni odgovorili, verjamem pa, da bodo tudi oni se izjasnili v eno ali pa drugo smer. Mi bomo z vsemi tistimi pogodbeniki, ki so odgovorili pozitivno, sklenili anekse, se pravi, ustrezno bomo znižali pogodbene vrednosti, vsemi tistimi, ki so v prvi fazi odgovorili, da ne znižujejo cen, upravili še en razgovor, bomo pa seveda to upoštevali pri našem nadaljnjem sodelovanju, kajti jaz sem prepričan, da je treba tudi na nivoju ministrstev vzpostaviti nek partnerski odnos z pogodbeniki, kar seveda pomeni, da tako naročnik kot pogodbenik morata vedeti, da je pogodba ali pa mora biti pogodba zmeraj uravnotežena in seveda bom taka stališča o zavračanju teh predlogov seveda upošteval tudi pri nadaljnjem sodelovanju. Kaj so ključne usmeritve za prihajajoči mandat? Lahko rečem, da sem te usmeritve nekako razdelil na 3 področja. Prvo področje je normativno-pravna ureditev. Gre za tiste bistvene zakonske podlage in pa, kako naj rečem, resolucije, ki jih bo treba v tem mandatu oziroma čim hitreje sprejeti. Najprej bi omenil novelacijo zakona o obrambi. Kot veste, je ta zakon potrebno sprejeti z dvotretjinsko večino, zato sem si zastavil delo tako, da bi v prvi fazi oziroma v prvem koraku pripravili vsa izhodišča, jih poskušali najprej uskladiti znotraj koalicije, tisto, kar bomo predlagali za spremembe. V drugi fazi bi to zadevo uskladili z opozicijo, ukolikor bodo pripravljeni na sodelovanje, ukolikor bo to sodelovanje mogoče, bomo nadaljevali s postopkom spremembe zakona, ukolikor se bo ugotovilo, da opozicija na to ni pripravljena oziroma tega ne želi, bomo zadevo zaključili in ne tratili prepotreben čas za to, da bomo se z samim zakonom obremenjevali skozi cel mandat. Moram reči, da sem na prvem ljudnostnem obisku pri predsedniku države ravno o tem govoril z njim, on se je načeloma strinjal s takim redosledom oziroma s takim načinom dela, pri čemer je seveda želel, da se tudi on vključi vsaj v okvirne
usmeritve oziroma okvirne spremembe, ki jih bomo delali, ne, in tukaj bomo predsedniku te osnovne spremembe, za katere se bomo odločili, predstavili na briefingu, ki smo ga sicer za leto za en mesec zamaknili, glede na to, da smo na tem področju novi, tako jaz kot načelnik. Briefing bo upravljen nekje do konca meseca aprila in na tistem sestanku s predsednikom poskušali mu razložiti, kaj predlagamo. Seveda je treba narediti tudi novo srednjeročno strategijo, dokument, ki ga v preteklosti ni bilo, to je dokument od leta 2013-2018 in pa seveda tiste stvari, ki, kot veste, so tekoče. V preteklem tednu smo na vlado že poslali predlog sprememb uredbe o načrtih zaščite in reševanja. To je en od dokumentov, s katerim želimo omiliti birokratske ovire pri izdelavi teh načrtov. Gre za načrte, ki so jih dolžne delati občine. Mi smo s tem novim predlogom uredbe precej znižali njihove obveznosti v smislu zagotavljanja nekih papirnatih podlag. Naprimer, črtali smo obveznost izdelave načrtov zaščite in reševanja za področja potresa na tistih območjih, kjer z seizmičnimi kartami potresa ni. Enako smo naredili tudi z nekimi drugimi stvarmi, kot so plazovita območja in podobno. Vse v želji oziroma v smeri tega, da se ta birokratski aparat oziroma te potrebni papiri za investicije drastično oziroma za posege drastično zmanjšajo. Kar se tiče same Slovenske vojske, veste, da sta tukaj nekako dva ključna problema. Eno je sama zapolnjenost tako rezervne sestave kot strateške rezerve. Mi danes tistega števila, končnega števila 7600 vojakov ne dosegamo, že danes imamo nekaj 100 vojakov manj. Enako je z pogodbeno rezervo. Tukaj moram povedati, da bomo v letošnjem letu dodatno izgubili, potečejo pogodbe cirka 100 zaposlenim, glede na varčevalne omejitve oziroma na to, da želimo varčevati, smo se odločili, da v letošnjem letu teh pogodb za teh 100 oziroma nekaj več ne podpišemo in jih bomo podpisali potem, ko bodo ekonomske razmere v državi drugačne. Seveda bomo mogli pa z novim načelnikom generalštaba tudi strateško premisliti, kaj in katere rodove oziroma formacije bomo v prihodnje razvijali, usposabljali. Mislim, da se je v preteklosti kar nekaj projektov na vseh področjih odprli na nivoju Slovenske vojske, ki v popolnosti niso bili zaključeni. Ne govorim samo o nabavah, govorim tudi o samih formacijah in tle mislim, da bo potrebna kakšna sprememba, ki jo bomo, jaz mislim, da še v letošnjem letu tudi vsaj na strateški ravni dokončali. Ena od ključnih stvari seveda je, kar vas bo seveda zanimalo, tudi seveda dokončanje oziroma rešitev problema pogodbe 8x8. Mi smo takoj po nastopu dela se dobili z pogodbenimi izvajalci, pogledali, kaj je bilo narejeno v preteklosti, zakaj je v bistvu prišlo do takih razhajanj. Kot veste, je zdaj proizvodnja 8x8 ustavljena. Moram reči, da smo ugotovili, da je prejšnja vlada oziroma ministrstvo z dopisi obvestilo pogodbene partnerje, da želijo reprogramirati pogodbo. To je tisto, kar v bistvu je nekako pogodbenika navedlo k temu, da se poln obseg pogodbe ne bo izvedel oziroma dobavil. Jaz moram reči, da sicer je ta zadeva zdaj, glede na to, da je bila narejena sprejemljiva in bomo mogli tukaj naprej štartati, je pa precej nenavadno, da v bistvu smo se za take poteze odločili takrat, dokler nismo imeli stvari izpogajane, ampak smo nekako enostransko pogodbenika obveščali o takih potezah, kar seveda zmanjšuje našo pogajalsko moč. Verjamem pa, da bo tudi na njihovi strani, vsaj take neke indice imamo, tudi da bo tudi na njihovi strani interes, da se pogodba ustrezno zaključi, mogoče z dobavo še nekaterih vozil. Kot veste, 30 vozil je bilo dobavljenih, seveda z manjšo bojno opremljenostjo, ne manjšo, kot je pogodbena, da ne bo pomote, se pravi, ampak s tisto najnižjo z mitraljezi 12.7 in jaz računam, da bi v parih mesecih nekje do poletja tudi to pogodbo lahko spravili z dnevnega reda. Drugo so projekti, ki tečejo na nivoju investicij, to so projekti predvsem v infrastrukturo letališča Cerklje. Kot veste, se del sredstev za to letališče dobiva tudi iz NATO fondov. Jaz računam, da bomo v letošnjem letu tiste projekte, za katere imamo veljavna gradbena dovoljenja za to letališče, zaključili. Stolp smo rešili že v prvih tednih našega nastopa, to se pravi, tam zapore ni več. Bo pa seveda glede na predvideno zmanjševanje finančnih naložb, ki bodo doletela vsa ministrstva, tudi tukaj kakšen res potreben in tudi tukaj bodo seveda manjše naložbe v tako infrastrukturo kot v nabavo opreme.
Zadnji del, v katerem bi mogoče, zadnjega dela, ki bi se ga mogoče dotaknil, je naše sodelovanje na operacijah. Kot veste, je v strateškem interesu Republike Slovenije in pa seveda tudi v mojem interesu, da je ta Zahodni Balkan še naprej pokrit. To se pravi, naše sodelovanje v KFOR-ju je tako, kot je bilo. Mi tam sodelujemo z našo največjo misijo preko 300 vojakov. Jaz moram z veseljem povedati, da smo uspeli v preteklih dneh oziroma v prejšnjem tednu, nazadnje pa še včeraj v Bruslju, po mojem pogovoru z obema ministroma, se pravi z ministrom Avstrije in pa z obrambnim ministrom Italije, ki sta tudi nekako najavljala oziroma bile so že vložene kandidature za imenovanje namestnika, poveljnika teh sil na Kosovu. Računam, da sta in verjamem, da sta bosta oba držala besedo, kar pomeni, da sta danes to kandidaturo, Avstrijci so jo že včeraj, danes jo bodo tudi Italijani umaknila, kar pomeni, da bomo mi uspeli svojo kandidaturo, to se pravi dobili namestnika, poveljnika te mednarodne misije, kar je v bistvu najvišji vojaški položaj, ki smo ga kdajkoli Slovenci zasedli, kar se mi zdi en zelo pomemben uspeh za začetek mandata. Druga zelo pomembna misija je seveda ISAF. Gre za našo misijo v Afganistanu. Moje stališče poznate že iz hearinga. Jaz zagovarjam stališče, da se, tako kot smo prišli skupaj z zavezniki, tudi skupaj z zavezniki umaknemo. Naš mandat, veljaven mandat s sklepom vlade velja do konca letošnjega leta oziroma do jeseni letošnjega leta. Jaz bom v naslednjem tednu na vlado predlagal na podlagi analize, ki je že v vladni proceduri, ki smo jo pripravili skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve, predlagal, da v kontingentu na Kosovo ostanemo, na Afganistanu ostanemo skupaj z zavezniki do leta 2014, pri čemer veste, da so seveda tudi pobudniki oziroma tudi zavezniki že razmišljajo o tem, kako bi že z naslednjim letom počasi začeli zmanjševati ta kontingent in tako kot ga bodo zavezniki, ga bomo tudi mi. Bom pa seveda videl, kakšno bo še stališče vlade oziroma ostalih ministrov v tej zvezi na podlagi sklepa vlade tudi naprej to formacijo zagovarjam jo, ampak s to formacijo narediti tako, kot bo sklep vlade. Mogoče še nekaj okrog rebalansa, to je tisto, kar je zdaj najbolj pomembno, s čimer se v bistvu ministri v zadnjih 3 tednih ukvarjamo pravzaprav vsak dan. Jaz moram reči, da bodo vse tiste restrikcije ali pa zmanjševanje, ki bodo zajele celotni javni sektor, prizadele tudi Ministrstvo za obrambo. Govorim seveda o eventualnem zmanjšanju plač javnih uslužbencev, o tem bomo govorili na nivoju kompletne vlade. Moje stališče, ki sem ga podal v zvezi z prevoznimi stroški, moram povedati, da sem bil kar presenečen, kako visoki so ti stroški na področju Ministrstva za obrambo. Ti stroški so oziroma gredo v cirka 23 milijonov evrov letno. Tukaj je bil moj predlog jasen, da se zadeve znižajo oziroma da se ljudem izplačuje kilometrina, seveda v znižanem procentu, kakšen bo ta procent, ne vem še, se bomo skupaj na vladi odločili, kakšen bo ta procent. Tle jaz verjamem, da je možno prehraniti vsaj na našem področju kar kakšnih 30%, to je od 23 milijonov, skoraj 6 milijonov, kar je zelo velik prihranek. Sicer bodo pa vse ostale varčevanja, vsi varčevalni ukrepi, ki bodo veljali za ostale uslužbence javnega sektorja, veljali tudi pri nas. Ne glede na to, da bomo nekatere spremembe zakonom o obrambi po moji oceni treba nekatere delovnopravne spremembe oziroma delovnopravne določbe tega zakona iz zakona izključiti njih urediti v drugem zakonu, zato bo seveda potrebno sodelovanje tudi pri vseh ostalih sistemskih zakonih, ki se bodo v letošnjem oziroma naslednjem letu spreminjali. Mogoče še beseda dve o upravi za zaščito in reševanje. Na tem področju bomo poskušali v največji meri vsa usposabljanja, ki tečejo, se pravi, to so usposabljanja, ki tečejo za naše prostovoljce, gasilce, reševalce, vodnike psov, gorske reševalce, podvodne potapljače in tako naprej. Tudi v letošnjem letu ohraniti, kot veste, delujete tukaj 2 centra, to je center na Igu in pa center v Sežani. Sicer bo tudi tukaj prišlo do nekega znižanja, bom pa se seveda potrudil, da bi z notranjimi prerazporeditvami ministrstva vsaj ta osnovna izobraževanja za vse te prostovoljce ostala, kajti zdi se mi izjemno pomembno, da ta del
sil, ki so v pripravljenosti v vseh naravnih in pa drugih nesrečah ostane usposobljen in ne nazadnje, mislim, da je to vsaj en segment tistega, kar tem prostovoljcem, ki to delo upravljajo neodplačno, zagotavljamo kot država, se pravi, da jim nudimo to usposabljanje v čim večji meri.